Ja, jaz bi rekel, da gremo čim hitro naprej, ker časa je danes res malo, 3/4 ure, če hočejo študentje naprej predavanja dobiti. Ne? Z kakšno stvar gre? Ne? Ja, mi smo vsi vajeni danes interneta, ne? Samo internet ni bil zmeraj tam in smo ga videli kakšenkrat tudi drugače. Ne? Gre predvsem skupaj za protokol, kako mi komuniciramo. Ne? In zdaj, kar se tiče protokolov, tukaj je človeštvo res Bogu. Ne? Tukaj na ta prvo sliko sem jaz dal, kako izgleda razvoj protokolov v 100 letih. Ne? Pred dobrimi 100 letmi so sicer klicu sili Titanika, ker je bila lepa mirna noč, brez neviht, slišali tako v New Yorku, kakor v Londonu, kakor na številnih drugih ladjah. Sem niso vedeli, kaj narediti, ker takrat telegraf to je bil za pošiljati novoletne čestitke, ne za kaj drugega, ne da bi ga za kaj drugega telegrafsko uporabljali. Ne? In organizirana akcija ne steče, ampak vseeno še isto leto se v Londonu vse države dobijo zainteresirane, da je pač treba le nekaj sprejeti, kar sprejeti, da na ladji je treba imeti radiotelegrafista, da je treba imeti radijsko postajo, da je treba poslušati in v primeru nesreče treba ukrepati. Čez 100 let tega nimamo več. Ne? Pred 10 letmi Air France 447 na poti iz Rija v Pariz, v področju, kjer nima radijske zveze, operativne radijske zveze, nima sredi Atlantika, nimamo radijske zveze v 21. stoletju, tu ne deluje. Ne? Zaide v nevihte in zato, ker posadka ne razume, kako dela letalo, ne? Naredi vrsto napačnih stvari, predvsem tu letalo prevleče, da tu letalo strmoglavi na repu morje, ne? V prevlečenem letu. Ne? In 2 leti se ne ve nič, dokjer z robotsko podmornico ne najdejo flight data recorderja in cockpit voice recorderja, da razjasnijo, kaj se je sploh zgodilo s tem letalom. Ne? No in kakor v odziv na to Mednarodna organizacija za civilno letalstvo ICAO, niti proizvajalci velikih letal, veste, da Boeing ima zmeraj prav in da Airbus se sploh ne more zmotiti in še Rusi se od njih učijo, zdaj nazadnje smo videli, kaj se je s Suhojem zgodilo. Ne? Ne sprejmejo popolnoma nobenega ukrepa, da bi karkoli spremenili. Za njih je vse v redu. Ne? In leta 2014 se zgodi še bolj zanimiva nesreča, Malaysia Airlines MH370 izgine na 4 meje med Tajsko, Malezijo, Kambodžo in Vietnamom. Tu so taki 4, ki mi se imamo radi kot zeleni gadi. Ne? In izgine in še danes se ne ve, kje to letalo je. Ga ni. Izgine. Ne? Na veliki višini izgine, ne izgine pri teh. No, kaj za nas pomeni protokol? Jaz protokoli mene zanimajo radijske zveze, kaj pomeni tu v radijski zvezi, kje je problem protokola v radijski zvezi. V radijski zvezi je problem tudi, če se hočemo pogovarjati, vsi uporabljamo, oddajamo, vsi delamo na isti frekvenci, ne? In jasno, samo eden sme oddajati, da ga drugi lahko poslušajo. Samo v radijski zvezi se takoj pojavi problem, dobro. Ta trojka lahko posluša vse 3 ostale postaje in trojka lahko ugotovi, da nekdo drugi oddaja, da pač on takrat ne sme oddajati, kadar drugi oddaja. Enka pa dvojka ne morejo slišati štirke, se pravi, ne ve, enka pa dvojka ne veste, ali štirka oddaja in štirka nikakor ne more vedeti, ali enka ali pa dvojka oddaja. Se pravi, to je problem, ki ga moramo mi v radijski zvezi nekako rešiti, če imamo same med sabo enake udeležence, se treba tu zmeniti. Se pravi, motnje so v takem radijskem mrežu neizogibne, izgube podatkov so v takem radijskem mrežu neizogibne. Bo prišlo do izgub, ampak mi moramo nekako rešiti, da ta zveza naprej deluje, da vseeno radijsko mreže lahko dela, mora nekaj opravljati svojo stvar. Ne? No, če pogledamo, kaj moramo mi pravzaprav narediti, ne? Mi pošljemo neko sporočilo, pošljemo od pošiljatelja do prejemnika, ne? To je čisto poštarsko razmišljanje. Naslov pošiljatelja mora biti prečrten, naslov prejemnika mora biti napisan na sredi pisma. Ne? Ampak kaj se lahko zgodi? Muca lahko pojej poštarja, ki nese pismo sem, in muca lahko pojej poštarja, ker nese povratnico nazaj. Ne? Se pravi, obojno se lahko zgodi, lahko imamo pa tudi brezhiben prenos sporočila. Mi vsakikrat, kadar pošljemo, čakamo na povratnico in če povratnice ni, pošljemo še enkrat to sporočilo. Ne? Tu ne glede na kakšno vrsto zveze gre, ali tu radiotelegrafist na roko preklaplja njegova stikala in čaka, če mu bo kdo odgovoril,
ali je upravljen preklop, se pravi, neka centralna postaja upravlja, kdo bo kdaj oddajal, ampak tudi takrat lahko pride do motenj. Ne glede to, ali je to samodejni naključni prestop, se pravi, vsak, ki ima nekaj za oddati, poskuša tisto stvar oddati in upa na srečo, da bo dobil odgovor nazaj. Ne? Tudi nas čaka vsakem in zdaj to je stvar protokola, kako se bomo izmenili, koliko časa čakamo med dvemi sporočili, koliko krat tu ponovimo, preden obupamo, ker enkrat treba tudi obupati, nima smisla tukaj do neskončnosti čakati. Ne? Kakšno potrditev sploh pošljemo, ali bomo s to potrditvijo zagotovo povedali, da smo pravilno sporočili. Ta potrditev mora vsepovati, katero sporočilo potrebujemo. Ne? Tudi tu mora povedati. Ne? Se pravi, kup stvari. No in če pogledamo, kje so se gradila taka radijska omrežja, te prvo tako omrežje Univerza v Havajih, Aloha, leta 1971 je imelo eno centralno postajo, skoraj podobno kot tukaj. Eno so imeli na največjem vulkanu na Havaju, Mauna Kea, na vulkanu in ostale postaje so bile spodaj, tiste postaje so sporočale in ta postaja je oddajala vsem naprej na vulkanu, tako so lahko vsi slišali. In to je bil tudi prvi paketni prenos. Ne? Paketni prenos, na katerega so potrebovali poštarji še 40 let, da so se tu naučili, kaj bi to bilo. Ne? Kljub temu, da poštarji imajo vsak dan opravka z pošiljatelji in z naslovniki, ampak paketni prenos njim nikakor ne diši. To jim nekaj v glavo. Jaz zdaj gledam te stvari bolj z radioamaterske strani, ker paketni prenos v samem profesionalni tehniki ni bil. Profesionalna tehnika, mislim, da se bomo boljši izkoristili, če gremo na upravljen dostop. Vedno imamo enega centralnega policaja, ki določa, kdo sme oddajati in vsi ostali morajo pridno poslušati. Ne? Recimo na letalu kontrola letenja je upravni policaj, on določa, kdaj sme kakšno letalo oddajati. Če oddajati dve letali hkrati, se slišijo vsi ostali piloti, pisk v slušalkah, aha, tu je že znak, nekdo je nekaj narobe naredil, nekdo nekaj ni razumel, alarm, vsi moramo biti posebno previdni, če se je to zgodilo. Ne? Zaradi tega amplitudna modulacija ustraja pri letalstvu civilnem. Ne? Gledam, malo se je tega naredilo pri vojakih, ki vojaki ne morejo računati, da bojo imeli neko upravno postajo, vsaj zaupanje vredno. Nekaj se je naredilo pri radioamaterjih, ker radioamaterji so taka nekontrolirana druščina, da tam bi bil red vsak upravna postaja, tam sploh ni podrejena postaja, vsi so upravni pri radioamaterjih. Ne? In radioamaterji so poskusili s takim protokolom, prvo kanadski, Vancouverjev protokol, osnovan na X25 protokolu, 8-bitni naslovi, no, ampak leta 80 so radioamaterji v ZDA standardizirali ta AX25. AX25 se v tem razlikuje, da ima naslovno polje razširjeno na radioamaterske klicne znake, ker radioamaterji so grozno ponosni na svoj klicni znak. Ne? In polje morajo biti radioamaterski klicni znaki noter, ne mora biti tukaj 8-bitna številka. Ne? Šele 84 se boljši standardizira AX25 inačica 2, skupaj z napakami, ki so jih tukaj vnesli, in ta ostane v radioamaterstvu večino časa, AX25 inačica 2. Na osnovi AX25 je zelo podobna stvar je Wi-Fi ali pa wireless, ne? VLAN. Ne? Leta 97, ker končno FCC sprejme posebnih pregovarnih frekvencij, da kakšno frekvenčno področje bi pa lahko dali nelicencirano, ne prej bilo vse licencirano takrat. Ne? Ta radioamaterski AX25 v 2.2 sem ga sam navedel, ker so tukaj napisali en grozljiv dokument in za ta protokol niso napisali niti ene vrstice kode, ker to je bilo tako neumno. Ne? No, ker vse stvari niso šle, jaz sem mogel znajdeti nekaj svojega, ker pač vidiš, da stvari ne grejo, moraš narediti nebrezhibni protokol, sam, ni druge zbire. Ne? No, kako gre zdaj prenos podatkov tukaj? Ne? Prenos podatkov, če gremo en velik tovor, je treba razdeliti na drobce. Vsak drobc je treba opremiti s prijemnikom in s pošiljateljem. Je treba opremiti z opisom drobca in je treba opremiti zdaj kontrolno vsoto, da sploh preverimo, a je to sporočilo pravilno, ki je prišlo na drug konc ali ne. No, zdaj, ker je tu vse skupaj opremljeno, tega kar takega moramo oddajati, zato ker mi ne vemo, kje je začetek, kje je konec tega. Da ne vemo, kje je začetek, kje je konec, je treba tu kodirati, recimo X25 kodiranje je takšno, da 5 zaporednim enkam doda eno ničlo na koncu, da se tu loči od zastavice, ki ima 6 zaporednih enk. Se pravi, zastavice so tukaj ločilo, vmes so podatki kodirani, uokvirjeni po X25. Bo mogoče bolj znano je 4B, 5B kodiranje pri Ethernetu, kjer iz 4 bitkov informacije naredimo 5 bitkov okvirja, ki dejansko gre po parici, Ethernet parici potem. Ta stvar, HDLC je zanimivo, dosti bolj učinkovit, kot HDLC ima mogoče par odstotkov izgub, 4B, 5B, 25% izgub, kar ni zanemrljivo. Ne?
No, in ker smo nekako podatke kodirali, lahko opremimo z zastavcami in sestavimo pakete iz tega, paketi sestavljajo več okvirov in paket pomeni, kdaj gre naša postaja enkrat na oddajo, ima eno glavo, tudi za sinhronizacijo, ima en rep, ima vmes zastavice, ki ločijo posamezne pakete. Vmes postaja sprejema, če bi kdo karkoli še oddal, če bi kdo drugi uporabljal isti radijski kanal. Ne? No, kako izgleda zdaj radijska zveza AX25, če gremo pogledati zgodovino, se pravi leta 1984, kako je bilo mišljeno z radioamaterji. Radioamaterji ima 9600 bodni terminal, pri nas so bili tu PAKA terminali, v Ameriki so bili tu VTS-tu in radioamaterji ima analogno radijsko postajo sprejemnik in oddajnik in zdaj rabi neko škatlo za vmes, ki ta RS-232 spremeni v en protokol, ga zmodulira, ampak ta protokol mora tudi poskrbeti za vse, kar smo rekli, da mora početi protokol. Ne? Protokol mora zagotoviti zanesljiv prenos podatkov. Ne? Protokol teče v enem računalniku in HDLC uokvirjanje, zato da lahko te podatke prenašamo na enem kanalu. No in dve taki postaji si lahko tipkata med sabo z enega terminala na drug terminal. Jasno, če te terminale zamenjamo s kaj bolj zmogljivimi računalniki, lahko posnemo bolj zmogljive stvari. Hitrosti niso biseri tukaj, 1200 bodov na UKV, to je bila najbolj običajna stvar, 300 bodov na kratkem valu, ker so kratkovalovne zveze manj zmogljive, 9600 bodov za predeljenim radijem, to je tisto, kar so radioamaterji večinoma po svetu počeli. Razen pri nas in razen v par drugih državah, recimo po Nemčiji, pa tudi Italijani so počeli druge stvari bolj napredne. Zakaj ne v Ameriki? Zato, ker v Ameriki so razdalje prevelike. V Ameriki je bo 300 bodov na kratkem valu. Razdalje so prevelike. V Evropi imamo malo manjše razdalje, zaradi tega v razvoju v Evropi. Kaj smo vse v Evropi naredili? Prvo, zelo neumna stvar, tudi zvočno radijsko postajo, ampak večje pasovne širine za večjo hitrost, pa ustrezen modem naredili. Ne? Tako postajo čim bolj preprosto narediti za uporabnike, narediti svoje vozlišče, ker vozlišča tudi enega uporabnega vozlišča ni bilo, pa smo imeli Nemci svoje vozlišče Flexnet, Italijani so imeli svoje Ethernet, svoje vozlišče, mi smo imeli supervozel naš, ne? Je na koncu, zato tega Italijani ne bojo razumeli, zato sem ti se dal na koncu. Ne? Ker Italijani ne znajo izgovoriti tega, če rečejo. No, ampak te stvari so špilale po Evropi dokaj zanimivo za X25. Smo naredili megabitne zveze, to smo bili pa edini, ko smo naredili megabitne zveze. Pri nas, mogoče še Italijani so nekaj kopirali od nas, nekaj Nizozemci. Zanimivo, da smo uspeli narediti eno prvih postaj z ničelno medfrekvenco. Ničelna medfrekvenca takrat je bila nekaj novega, 25 let nazaj je bilo tu profesionalni tehniki novo. GSM telefon je bil dosti kompliciran, dosti dražji, zato ker je imel dvojno mešanje v sprejemniku. Ničelno medfrekvenco je telefon dosti cenejši, Wi-Fi imajo vsi ničelno medfrekvenco, ampak naša je bila prva. Prva ta tehnika. Poskušali smo delati kamero na hrib, pa slike prenašati po X25, in potem pokazal slikce kašne. Ni bila tu webcam, zato ker weba ni bilo. Kam je bil, ampak weba ni bilo. Ne? Weba še ni bilo, ga še niso znajdli takrat. Ne? Dobro, povečali smo omejitev dolžine na 1500, no in takrat objavili smo tudi knjigo vseh naših dosežkov, tudi drugi fantje, kar so delali, ne samo jaz, Digitalni mostovi 2000, kjer smo vse tu objavili leta 2000. Ampak kaj je bila takrat uporaba? Kakšna uporaba je bila X25? Prvo, te nizke hitrosti, 38 kilobitov, so končno omogočili, da smo lahko mi čvekali med sabo vsak večer, da je bilo na vozlišču od Ljubljane tudi 100 uporabnikov naenkrat hkrati gor. Da smo lahko imeli svoj bulletin board, se pravi, eden je napisal sporočilo, vsi so tisto sporočilo prečitali, čvekalnica je bila. Megabitne zveze so omogočili, da smo prišli do interneta, ker takrat, leta 2000, preko poštarjev do interneta ste prišli SDN, če je delal, ponavadi ni delal. Ne? Takrat je bil tu edini in zaradi tega takrat tak velik dostop AX25, samo z leti, takoj po letu 2000, ADSL modemi in Wi-Fi oprema postane dosegljiva, AX25 ni več konkurenčen. Ne? Kljub temu, da smo podaljšali okvirje zaradi številnih napak tukaj noter, ki so bile v samem protokolu. Kakšna je bila ta naša oprema? Malo da pokažem slikce. To je ena prvih postaj 23 cm valovna dolžina, 1,2 GHz, pa 38 kilobitov, širokopasovna FM postaja, se pravi čista analogna postaja z prenos podatkov. Ta je bila podobna varianta z trikrat nižjo frekvenco, 400 MHz, ampak za uporabnike, to je lahko en radioamater dokaj hitro sestavil. Zelo preprosta gradnja. Manchester modem, ki je sodo zraven, zelo preprost modem. In naše vozlišče supervozel, kako je izgledalo Motorola 68010, RAM in tukaj odzadaj so razne umestniki. Naslednji korak,
megabitne postaje, ničelna medfrekvenca, ta je bila na prvih, ničelna medfrekvenca z 1,2 GHz, podobna postaja za 2,3 GHz, smo imeli še prej druge, ki niso bile ničelna medfrekvenca, in megabiten TNC, ne? No in tu je ena tista prva kam, ki ni web, ne? Se pravi kam po AX25, AX25 kam bi temu rekel. Ne? Po AX25 prenešena slika, vozlišče je bilo kuk na kolovratu, na kuku na kolovratu in pogled je na Krn tukaj, ne, Krnsko pogorje, celo Krnsko pogorje, Krn, Batoganca, vrh nad Pejski, tukaj Krnčica naprej. Se pravi, prva webcam 20 let nazaj, ne webcam, AX25 kam, ne, sem se zmotil. Kakšno je bilo naše omrežje pri svoji največji, se pravi, največjem razmahu, 2003, ker se je nekje ta stvar začela ustavljati, pokrili smo celo Slovenijo in večina teh vozlov je imela megabitno zvezo, ne? Večina teh vozlišč. Dosti teh stvari danes ne obstaja več, ker zdaj imate opravka z radiomaterije, imate opravka s drugimi ljudi, recimo golo nam je kmet pokradil anteno, tam, ker smo imeli pokradil opremo, zapleno oziroma. Tukaj v Mrzlci so radiomaterije to lastninili in prodali na Bolhi za ceno svetlečih diod. Brez kakšna stvar od je zginila, ne? Meni je ostalo tukaj dosti vozlišč na hribih. Na hribih je bilo treba zmontirati antene, je bilo treba zmontirati napajanje, omare, radiji so bili čisto dobri, ampak protokol je bil za nič. S tem protokolom ne moreš nič in jaz tako dolgo cajta sem životaril kaj narediti s to rečjo, ker nisem vedel kaj narediti. Ne? No, ta prva stvar, če se učimo na napakah. Dajmo pogledati, kaj je bilo tukaj narobe narejeno. Ne? AX25 je nezdružljiv vse smeri. Je nevzdržljiv navzdol. Ne morete ga vgraditi v nižji protokol. Da bi rečemo z enim nižjim protokolom prenašali AX25 okvirje, ker če vam nižji protokol premeša vrstni red okvirju, tu AX25 razume, kakor, da je sprejel potrditev za sprejem okvirja, ki ga ni oddal. To je pa protokolska napaka. Ne? Se pravi, tu ne gre. Nevzdržljivost navzgor. AX25 okvirji so bili strašno kratki. Prosim, leto 1980, koliko rama je imel takrat računalnik? Ne? Zaradi tega z IP bi rabili 1500 ne? Okvirje. In nespoštovanje osi ravni, ker AX25 je imel samo ugrajene noter svojo TCP raven, svojo IP raven, to je imel AX25 ugrajeno in tu se je na veselu teplu z, bom pokazal kasneje sliko primerjavo pri protokolih, veselu teplu, če ste hoteli IPv4 spraviti skozi to. Ne? Komplicirano naslavljanje, 7 bajtov naslova, pravlično število. 7 bajtov. Kako boste primerjali, sta dva naslova enaka, pa še v teh bajtih so bili še drugi bitki, ker niso bili imeli zveze z naslovi. Tako da to je stvar, rešite drugo. Dobro. Najhujša stvar je pa tukaj. Ne? To je napravil, koliko škode lahko en sam trol naredi. Ne? AX25 V2. Ta trol v Ameriki živi, celo srečal sem ga pred 20 letmi, uživo, tega trola in ta je strašen teoretik. In on je uvedel te pakete, te okvirje RR-Pol in RR-Final. Kaj je ta trol rekel? Ja, matematično je dokazano, če jaz tukaj pošljem en okvir in nisem prejel nobene potrditve, se lahko, da se je izgubila sam potrditev, lahko da je okvir prišel, se pravi, vprašam a si še živ? Z enim krajšim okvirjem namesto, da bom dolg podatkovni okvir podajo. Ne? No in kaj se zdaj v praksi zgodi s to trolovo pogruntacijo? Ne? Ja, si še živ? Sem še živ. Pošljem okvirni odgovor. Si še živ? Sem še živ. Pošljem okvirni odgovor. In tu se ponavlja v neskončnost. Zato, ker ni mehanizma, ki bi tu ustavil. Ker skozi omrežje, kadar je zveza slaba, kratek okvir RR-Pol pride skozi, podatkovni okvir pa ne pride skozi. In tu človek je naredil, ta trol je naredil napako, ker on je bil pač teoretik, on ni nikoli poskusil, on je sam mislil, da bi to delalo. Ne? Tako kot oni naš slovenski izumitelj, ki je vzumil avtomobilski motor na vodo, ne navadno vodo. Edino eno majhno vprašanje mu ustavilo za rešiti tu, kako bi užgal zmes vode in zraka, ampak tu je rekel, to bo že kdo drugi rešil. Tako je približno ta trol napravil, skazil protokol in to je bila ena taka luknja v protokolu, da se razbiti, ter nikoli natančno definira AX25 V1. V1 tega problema ni imel, radiomaterije na slabih zvezah, imamo slabo zvezo, na kratkem valu so uporabljali V1. Tudi naši supervozli so v medsebojnih zvezah uporabljali V1. Uporabnik je privzeto dobil V2, ker pač tako škatlo je imel doma, ampak je imel pa ukaz, da je lahko preklopil na V1, če je to hotel. Ne? Tako da tudi temu smo se tudi mi ogalni že v našem omrežju, samo pač to ni to. Ne? No, zdaj, kaj bi mi pravzaprav rabili? Če pogledamo, kako je osi sklad
osi ravni postavljen za recimo prenos, na vrhu imamo HTTP, brskamo po spletni strani, imamo TCP raven, imamo UP raven, običajno, kar imamo doma, imamo Ethernet MAC raven, zdaj ali je tu UTP kabel ali je OFDM QAM radio z Wi-Fi, ne, tu pač stvar izbira, ampak Ethernet MAC raven im je vsi enako tukaj, ne, se pravi, tukaj je enako. Kaj mi potrebujemo za naš prenos? Edini, ki nima MAC ravni, je telefonski modem nima MAC ravni, to je posebnost tukaj. Kaj bi mi rabili? Ja, HTTP, TCP pa IP pustimo takšne, kakor so, ampak rabimo svoj protokol in imamo naše učinkovite radijske postaje. Zakaj rabimo naše radijske postaje, če so radije dosegljivi? Zato, ker ni vse v redu, za Wi-Fi opremo ni vse v redu, gledajte tukaj. Imajo majhen domet, nekje zanesljivo do 30 km, da se narediti več, ampak tu dela v 5:13, 2 minuti pred 1:45 popoldne. Ne? No, je nezanesljivo usmerjene. Če se sfuzla samodejno usmerjene v Wi-Fi-ju, je konc z Wi-Fi-jem. In tu se mu sfuzla, se zgodi, se mu sfuzla. Ne? Recimo, naši fanti, naši radioamaterji so postavili precej veliko Wi-Fi omrežje v Vipavski dolini. Ne? In eden je priklopil gor, da bo dodal še dodaten dostop do interneta, je priklopil gor svoj ADSL modem. Vsakekrat, kada je on gledal televizijo, je tisti streaming od televizije čel čisto vsem uporabnikom v Wi-Fi omrežju. Ne? Ker je bil pač usmerjen tako dobro narejeno tam noter, ne? V Wi-Fi-jih. In tu Ubiquiti Wi-Fi, ki so dobro zdaj. In je tu zaprt sistem, kjer ne morete vedeti, kaj se noter dogaja. Ne? Zaprt sistem, ki povrhu tega, da je zaprt, ima še placebo parametre. Ne? Tu Ubiquiti ni toliko dober, Mikrotik je, kar se tega stališča najbolj. Se pravi, vi imate 5000 parametrov v programu. In katerakoli šraufeste, lahko šraufeste in se lahko veliki sisop the god, ne? Tisti, ki upravlja z vesoljem, kako bo omrežje delalo zdaj. Ne? Samo, kar v resnici, tisti parametri, vi samo spremenite številko en mokončku, čist neč se spremeni. Ne? To je placebo, ne? Placebo efekt rečejo temu zdravniki, ne? Ampak placebo efekt, ker imate bolnike vrste sisop the god, je placebo najboljša rešitev zanje. Ne? Jaz vem, da pri mikrotikovem routerju, ne, mu napišeš tako, nastaviš parametre od porta, ne? In potem reče auto negotiation in process, in progress, in reče auto negotiation complete, ne? In misliš, da je vse v redu. In pogledaš in uni port, ki si je nastavljal, nima kabla noter zataknjena. On je pa rekel auto negotiation complete. Tu je mikrotik, ne? No, kaj hočemo mi imeti? Hočemo imeti raven 2. Brez kršenja ostalih osi ravni. Ker če kršimo osi ravni, smo zasrali stvar že na začetku, ne? Odprt sistem, da vsi vejo, kaj se dogaja, ne? Vsi vejo, kaj se dogaja in izvorno usmerjeno uporabljati. Se pravi, ne usmerjeno omrežje, pač pa usmerjeno na strani uporabnika. Uporabnik sme določiti, kako bo šel po omrežju, kar je povzeto po AX25, samo AX25 je bilo tu slabo narejeno, mi smo tu super vozlih popravili in še boljše ta stvar popravljena v nebrezhibnem protokolu. Ne? Original AX25 je tu imel ideja, izvirna ideja je iz AX25, ampak popraviti je bilo treba, tista izvirna ideja ni delala dobro. Ena smiselna stopnja zaščite podatkov, da je zveza primerljiva z žično zvezo. Mi ne moramo imeti 100% prenosa podatkov, če imamo 100% prenos podatkov. Brez vsakršne napake, taka zveza rata neskončno počasna, TCP časovniki se zakantajo, se ustavijo rata, ne gre stvar. In to je bila napaka AX25. Zaradi tega smiselna stopnja. Vržemo tudi kakšen okvir proč, TCP kakšenkrat tu perfektno zastope. TCP zastopi kakor nasičene omrežja. TCP razume, da je tu nasičene omrežje, to razume. Ugrajeno uravnavanje prenoka, no to je tudi vršt kakšen okvir namenoma proč, zato da TCP malo prežlajfamo. Ne? Moramo vedeti, kaj gornje ravni delajo, tu moramo vedeti, kaj se dogaja. In na zadnje stvari je treba narediti. Vse veličine mora biti 32-bitna števila, da se tu z normalnim procesorjem en sam compare in vemo, ali naslov pravi ali naslov ni pravi. Ne pa iskati po 7 bajtih pravličnega števila AX25. Ne? No, kako zdaj izgleda NBP? Prva stvar, kar pogledamo, nebrezhiben protokol. Zakaj? Zato, ker jaz določene okvirje lahko proč vržem. Zaradi tega im je nebrezhiben. Ne? Določeno okvir lahko proč vržem, bodi si, da nimam prostora v pomnilniku, bodi si, da se mi je zgodila napaka, ampak napaka je takšna, pač, ki vem, da se lahko zgodi, sicer matematična verjetnost je majhna, ampak zaradi tega lahko zveze pohitrim. Na kakšen način gre, se pravi podatke, kako so urejeni v okvirju, ki gre po radiju. Ima eno psevdo-naključno število, to je značka mojega okvirja, je naključna, ampak če je to število dovolj veliko, 32-bitno, je teh naključnih števil za dosti različnih, da tega ne bom zamešal med sabo. Lahko se zgodi, da se zamešam. To je tista nebrezhibnost, ampak ta verjetnost je majhna.
navedem vozle, po katerih bi šlo šel in nazadnje prijemnika, ločilo, naslov pošiljatelja, ne? In koristen tovor tukaj zadaj. Ne? Ločila so 32-bitne ničle, naslednjem vozu, kaj mora narediti, mora potrditi, da je tu sprejel, mora oddati in mora oddati naprej z novim psevdonaključnim številom in z zamenjanim vrstnim redom, se pravi, ta naslov, ki je bil pokurjen, gre se tukaj nabira zadaj. In tako naslednjem vozu spet ta naslov vrže zadaj, naslednjem vozu spet ta naslov vrže in nazadnje prejemnik prejme, dobi ta. In kaj dobi ta prejemnik, razen svojega lastnega naslova, dobi še v pravilnem zaporedju naslove, kako ne odgovori na to. Se pravi, on lahko osveži svojo tabelo usmerjene s temi naslovi, ki tukaj ima, ve, kam odgovoriti. Kar tudi AX25 je imel tudi zelo narodno rešeno, tukaj je tu že v samem protokolu rešeno, brez dodatnih bitov, samo za zaporedjem naslovov, kako so noter zapisani naslovi. Jasno, vsi okviri na radijski strani morajo imeti neko kontrolno vsoto na koncu, da pridejo skozi. Ne? No, kako gre ta zaščita, kako deluje, kako je zgeneriran psevdonaključna števila, štarte z enim polinomskim izvorom in mu dam XOR moj naslov pošiljatelja. Zagotovo tu zaporedje je lahko enako med različnimi napravami, ampak naslov je drugačen, tako da tukaj vsak ima drugačno zaporedje psevdonaključnih števil, tako da če sta dve slučajno enaki, naslednji dve ne bosta enaki, dodam naslove in podatke, oddam to stvar in za vsako oddajo dobim potrditev. Kadar je okvir enkrat potrjen, ga ne ponavljam, več ga sprostim. Na sprejemni strani pa preverim naslove. Če v tabeli še nimam taka psevdonaključna številka, je tu nov okvir. Se pravi, ga je treba poslati naprej uporabniku. Ne? Če pa ta okvir že ima številko, ki je že v tabeli tukaj noter, takrat je treba sprostiti dvojnik in v vsakem primeru pa treba upisati noter. Če sem dobil te pravga, tega je treba upisati, če ga pa sprostim, ga pa vržem tukaj ven. Tu je mehanizem potrjevanja, se pravi, da nič ne zgubim. Jasno je problem, če imam tukaj dve enaki psevdonaključni števili, če imam neko enako število že v tabeli, ampak te verjetnosti so dovolj majhne, če je stvar 32-bitna. To se da zračunati. Se pravi, matematika zadaj, nebrezhibnost z matematičnim ozadjem. Ne? Koliko verjetno, da se bo to zgodilo. No, tu je šminka. Ne? V začetku sem res imel 32-bitne naslove, pa jih napiše heksa. Zdaj ljudje, pa heksadecimalna števila, tu ne gre skupaj. Ne? Tu gremo. Se pravi, tu sem se kasneje zmislil modulo 36 kodiranje, za naslove rabimo številke in črke, s tem se da radioamaterske klicne znake sestaviti, če modulo 36 kodiram tu 32 bitov. 32 bitov modulo 36 je tu zdaj, koliko? Je tu zdaj, lahko spravim noter 6,19 takih črk, se pravi, 6 črk zagotovo, pa še eno enko mogoče na koncu. Ne? Ampak 6 črkami pa številkami pa že napišem, se lahko napišem muca 1, muca 2, muca 3, ne rečemo tukaj, če imam naslove, ni treba, da je radioamaterski klicni znak. Ne? Važno je, da imam manj kot 6 znakov. Ne? No, kako deluje samo vozlišče? Ja, zdaj jaz, ker sprejemam okvirje, nekje se mi nabira čakalna vrsta za radijsko oddajo, ker na oddajo ne smem kadarkoli. Ne? Nabirajo se v čakalni vrsti, se nabirajo okvirji, kako zdaj tu ukrepati? Ne? Dobro, če se jih ne bere preveč, da sem zabasil v spomnilnik, lahko samo zavržem okvir. Ne? In TCP bo tu perfektno razumel, da pač ne gre. Ne? Ampak to ni dobro, če sem jaz brez spomnilnika. Sicer tu se zgodi, dostikrat se zgodi, ampak ni dobro. Za pretok podatkov bom dosti okvirov zavrgel. Najlažje je tudi, da tisti, ki grejo čez neko mejo, minimalno število prostih blokov pomnilnika, se oddajo samo še enkrat. Te se oddajo samo še enkrat in se ne ponavljajo več. Karkoli se zgodi. Karkoli se zgodi, se ne ponavljajo več. Tako da na ta način, rečemo, tak mehanizem zelo lepo sprošča, zelo lepo in zanimivo, da ta mehanizem se odlično razume s TCP-jem 2 ravni višje v osi skladov ravni. Ne? No, še ena stvar je, kar je treba upoštevati, da naše radioamaterske stvari so postavljene na takih krajih, ker njih lahko prideti zraven. Ne? Recimo vozlišče na Črni prsti, tukaj so naši 4 fotovoltaični paneli, fotovoltaiko imamo 20 let, tako da imam 20 let izkušen, kaj to pomeni medsončno. Antene so tukaj v kotu, nekako planincem se odkupimo, da je lahko davčna blagajna priklopljena na naš internet, ne? Kar planincem zelo dosti pomeni davčna blagajna tukaj. Ne? Ampak veste, tu je slikano januarja z mojega letala. Ne? In januarja meseca, kdo bo hodil sem gor pritisniti reset tipko? Ja, je treba imeti korenjaka z derezami in capinem, ne? Če ni plazov. Ne?
če so plazovi, pa boš da korenjak z derezom in cepinem na gre gor. Se pravi, oprema mora biti toliko zanesljiva, da dela na vrhu hriba. Ne? Tukaj ni govora, da boste kakšen čuden software uporabljali, ki se bo obesel. No, kako zdaj potujejo okvirji? Tukaj sporedno sem narisal eno naslovno polje. Na radijski strani imajo psevdonaključno številko, po žicah gre to malo drugače, žice bom kasneje razložil. Naslovna polja, prejemnikov, pošiljateljev, ločila. Tovor, načeloma ta tovor, ki lahko vsebuje. Lahko vsebuje, če ima še eno ničlo od spredaj, 32-bitno ničlo, lahko odprto besedilo. Zame je zelo pomembno, če ima drug radioamater na drugem koncu omrežja. Enako napravo, da jaz mu moram, upam, nekaj odtipkati brez kakršnekoli drugega protokola. Se pravi, jaz rabim tisto službeno zvezo, da se lahko z unim nekaj dogovorim. Ta službena zveza, če je še dodatno zakodirana z 4 črticami, je tu lahko daljinski ukaz, predvsem pa meritev odzivov. Se pravi, lasten ping je ugrajen v nebrezhibni protokol. Lahko je tu čisti IPv4 okvir. Čisti IPv4 okvir se začne s 4 heksa. 4 eni nič, se pravi, se loči od tega okvirja. Lahko je tu čisti okvir, čisti KIS okvir, se pravi, če AX25 okvir je prenašan preko mreže, se začne z drugačno, ima začetno ničlo, ampak naslednji znaki niso več nič, tako da tu ni 32-bitna ničla, tudi je različen od vseh teh tukaj gor. No? Se razlikuje. Tako da ni problema prenašati ali IP okvirje ali pa KIS okvirje. Tudi IPv6 bi lahko dali noter, samo o IPv6 več na koncu. IPv6 je itak največji dosežek 21. stoletja. Tu moram razložiti, je treba razložiti naprej, ampak na mal drugačen način, kot si vi predstavljate, kaj je to IPv6. Ne? No, kaj zdaj radioamater rabi doma ali pa udeležencu v prometu? Rabi en nov TNC, ki jaz mu rečem Advanced TNC, zaradi tega ATNC, ali pa ARM TNC, zato ker bi na ARM-u, ne? ARM7, začel sem te stvari celo z LPC 2138, s tem, da je uporabljen na mal bolj kulturen način, kakor v šutastem ARM-u. Ne? Šutasti ARM je poglavje zase. In programiran v zbirniku, pa bom še povedal v zbirniku naprej. In kaj rabimo? Rabimo eno vozlišče, se pravi eno centralico, ki se bo ukvarjala z nebrezhibnim protokolom, ki bo imela HDLC v okvirjene za radio. Po žici bo imela za službeno zvezo, moram tu NBP v okvirje narediti, da NBP v okvirje sestavim iz službenega pogovora ali pa iz daljinskih meritev, ukazov daljinskih meritev in tudi sta moja službena pot. Lahko imam na drugi strani, imam jaz zdaj koristno uporabo, jaz lahko prenašam Ethernet okvirje, IP okvirje, Ethernet ne. IP okvirje, lahko jih prenašam preko slipu okvirjanja, s tem, da hinavim, da sem telefonski modem, tu se je zelo dobro obneslo s starimi Windowsi, z AT ukazi, lahko jih prenašam preko Etherneta in rabim celoten ta Ethernet protokol, moram voziti v te škatle noter. Se pravi, tukaj en drug protokol, ker tukaj je ta drugi rep spodaj, ne? Jaz, če grem sem, ne? Jaz moram ta rep zamenjati s tem repom tukaj spodaj. Ne? In cel ta rep je treba zdaj sprogramirati tukaj noter, če imam takoj, ko imam jaz Ethernet. Ne? Ja, kaj smo ostali tukaj Ethernet. Ne? Lahko imam še kakšno drugo stvar, recimo, če imam AX25 štukarjo, jaz starih protokolov ne smem ubiti. Ne? Moram podpirati, se pravi, moram podpirati AX25. Kako naredite v sodobni opremi, če imate staro opremo zraven? Ja, softversko emulirate staro opremo. Ne? To je tudi rešitev pri NBP-ju, da jaz AX25 ga emuliram v softveru, tako da če kdo hoče AX25 uporabljati in uporablja se še APRS, v obliki APRS se še uporablja, tu radioamaterji uporabljajo, lahko tu na ravni softvera naredim, s tem, da radioamaterji nič ne vejo, da je vmes nebrezhibni protokol. Ne? Tu je za njih skrita zadeva. Ne? Tu rabi v enem takšni ATNC, kako izgleda taka naprava. No, kako izgleda takšna naprava? Jaz sem povedal, ARM7 je lep procesor, 32-biten, pravi 32-biten, ne 16-bitna inačica Cortex, 32-biten je to. Ne? Rabim nekaj moram narediti v hardveru, žal HDLC kontroler in danes nikjer več zadobiti, moram HDLC softversko narediti. Softverski HDLC, 2 megabita se da tu v jedru ARM-a narediti softverski HDLC. Rabim pa bitno sinhronizacijo, rabim eni programirljivi logike zunaj, rabim Ethernet, fizična raven, tudi ponavadi ni v mikrokontroler noter, da imam uporabnika tukaj, rabim menadski terminal za vse službeno zvezo, vse kar imam, lahko imam telemetrijo in telekomando, če je tu oddaljena postaja, se pravi, lahko nekaj vklapljam, izklapljam, lahko izmerim temperaturo, napetost in tako naprej. In lahko preko ene žične zveze, to je slip zanka, lahko povežem še druge take TNC-je,
jih povežem tukaj z drugimi radijskimi postajami. Ne? Tu je, kako izgleda ta ploščica s procesorčkom 100 tačk QFN ohišje in cel tak EATNC, kako izgleda z 2 megabita nebrezhibni protokol. Se pravi, z Etherneta pridemo na radio, to je njegova glavna smer. Lahko se zvežemo preko slip zanke še z drugimi takmi. Pri NBP-ju je tu, da ni razlike med vozliščem uporabnika. Vsak uporabnik je lahko vozlišče, vprašanje samo koliko takih škatlic zlota skupaj pa poveže. Ne? Tako je to zasnovano. Programiranje je vse v zbirniku. Zdaj ne se zmrdavati, vem, da naši študenti ne vejo, kaj je to zbirnik. To dobro vem. Ker zbirnik je tu sramota, tega se nihče ne sme uporabljati. Po IEEE-jevi statistiki, IEEE Spektrum pravi, da zbirnik je trdno na 10. mestu. Pred zbirnikom, dobro, na prvem mestu je Python, kdo pa drugi. Ne? Ampak vmes je še en kup C-jev, križcev in krogcev in ne vem še kakšnih C-jev, pa en kup programskih jezikov za sestavljati spletne strani. Zdaj vemo, da oblikovalcev je dosti več kot elektroinženirjev, da je jasno, da morajo biti oni prej na lestvici, ampak zbirnik je zelo visoko, ker zbirnik je odličen jezik. Če rabiste kaj, da je časovno zagameno, je tu zbirnik pravi odgovor. Za procesor, kakor je ARM7, je zbirnik približno 10-krat hitrejši od C-ja. Če pogledate, kaj naredi C, pa kaj lahko vi v zbirniku naredite. Ne? Zbirnika ne se zmrdovati in tukaj so razne finte, kako se to počne. Recimo tukaj je HDLC dekoder v sprejemniku, ki ima definiran makro in ta makro se potem kliče 32krat. Zakaj? Zakaj ni tukaj zanke? Ker takoj, ko naredimo zanko, smo v US pipeline zgubili. Je 2krat počasnejše vse skupaj. Če hočemo hitrost, je treba linearno kodo pisati. In tu se počne v zbirniku. Linearno kodo z ukazi align se nastavi točen položaj rutin, zato da še ta z alignem nastavim na 16 bajtov, to je točno notranji cache od tega LPC 2378, kadar čita ukaze iz flasha in z alignem lahko stvar še dodatno pohitrim. Tako da, tu so vse finte, ki obstajajo samo v zbirniku. Ne mi reči, da je zbirnik stvar za v muzej. Zbirnik je stvar za bodočnost. Za v muzej je kaj druga, kakšna java verjetno. Ne? Tisto sodi v bistro. Ne? No, kaj zdaj, če stvari, jaz sem rekel, da jih lahko povežem v vozlišče. Ne? Zdaj z vozlišči, vidite tukaj, kaj je problem. Ne? Z vozliščem je problem, da kadar človek kupijo marco, ne, se bo prevelika. Ne? In potem je treba tako z noho zabivati noter in tlačiti škatle, kaj je premalo prostora. Ne? To se zmeraj zgodi z vozlišči. Kaj lahko z vozlišči naredimo? Te ATNC-je se jih da povezati med sabo v zanko, da lahko komunicirajo med sabo. In tu je na svoja inačica NBP-ja, ki ne rabi tukaj zadej CRC-ja, ker tu gre po žicah in žice smatramo, da so dovolj zanesljive. Smo rekli, nebrezhiben protokol ne bo približno toliko zanesljiv kot žica. Žica je zanesljiva, se pravi, ne rabimo kontrolne vsote tukaj. Rabimo pa nekaj drugega. Kaj se lahko zgodi? Ne rabimo potrjevanja, se pravi, ta začetek, rabimo pa življenjsko dobo nekaj, ker po taki zanki en okvir, ki se je slučajno zgodila napaka, lahko kroži neskončno dolgo. Mi moramo imeti življenjsko dobo in ta življenjska doba za vsak skok po zanki mora za eno dol crkniti, tako da ta stvar zagvišno umre. Zagvišno umre, če je slučajno prišlo do napake. No in na takšno stvar, če imam Ethernet priključen, lahko priključim wireless usmerjevalnik, lahko dodam en wireless dostop tukaj zraven, lahko dodam eno web kamero, danes, ki jih imamo, nimamo več navadnih kamer, televizijskih imamo web kamer, lahko te stvari dodamo, bom podal potem podatke, pokazal na zadnje stvari, kako izgledajo. Ne? No, tukaj primerjava, kaj smo zdaj dosegli, govorim, koliko je neumen, kakšen protokol. Štartali smo takrat v 90-ih letih z Windows 98, Flexnet je bil nemški software tukaj, strežnik je bil na Linuxu, pa je bila DMAS-CC ploščica, tu so fantje pri nas razvili, dokaj dobro ploščico. Z Linuxem je delala dobro, samo ne s Flexnetem. Per 1 megabitu per radijski postaji smo imeli 1 kilobajt prenosa. In tu zahvala Flexnetu in temu majhnemu MTU-ju. Se pravi, če ste stvari zaribali s protokoli, gre skoraj tako za nič, kot pri poštarjih. Ne? Naslednji korak je bil narediti slip TNC, se pravi TNC, ki se je proti radiju obnašal kot AX25, ampak proti računalniku se ni več obnašal kot AX25 oprema, pač pa se je obnašal kot telefonski modem. Ne? In je hinavo, da je telefonski modem. To je zanimivo, ker računalnik dobil uni telefonski virus, ki je klizal v Južno Afriko, ta je pridno rekel nazaj, da je kličal v Južno Afriko. Ne? Nekoč je obstajal telefonski virus, tisti, da vam je naredil par tavžent evrov stroškov na računu telefonskem. Ne?
No in s LibTNC-jem gre zmogljivost za faktor krat 10 gor, z isto postajo, z istim omrežjem, vse isto, sem za faktor 10 krat gor. Ne? Z nebrezhibnim protokolom, z isto radijsko postajo, ampak malo večjo hitrostjo, gre zmogljivost še za faktor 15 krat gor. Ker smo protokol popravili, zdaj za X25 smo prišli na nebrezhibni protokol. To je razlika, ali ne? Kaj smo tu dosegli? So številke, kaj smo dosegli, ne? Za primerjavo, kaj uspe narediti en Ubiquiti, ne? Testirano on sicer pravi, da gre 130 megabitov na sekundo, ampak 1 megabajt je na zadnje v resničnih okoliščinah prenos. Pustimo stati reklamo, pogledamo, kaj pride skozi, ne? No in če pogledamo še nebrezhibni protokol verzija 2, ne? Bom tudi razložil, kaj je ta. Je zelo podoben, samo ene stvari sem moral spremeniti, ker hardvera nisem imel, hardver me je tukaj tlačil. Podobno radijsko postajo, sem malo večjo pasovno širino, pridemo 100 km, ampak lih tako 1 megabajt na sekundo, ne? 100 kilometrske zveze. In 100 km rabimo, če se hočemo pogovarjati o radioamaterjih. Radioamateriji teh 20 km je dovolj po Vipavski dolini, ni dovolj, če hočemo biti po Sloveniji napeljati. Če imate pa premalo uporabnikov, pa nič ne narediste, ne? Vam stvari ne delijo, ne? No, kaj je zdaj nebrezhibni protokol verzija 2? Jaz žal tukaj v softveru HDLC-a tako hitrega ne morem narediti, ga moram narediti v hardveru HDLC, še eno programiram logiko in se preklopim, kam se preklopim na RMI vmesnik MAC, Ethernet MAC, ki se nahaja v procesorju. Se pravi, Ethernet MAC sem pokvoril tukaj, tako da Ethernet moram dodati v posebnem čipu in ga po SPI vodilu preklopiti do mojega procesorja, ne? Zdaj, če NBP okvir tlačim v moj NBP okvir, če ga tlačim v Ethernet okvir, Ethernet okviri, veste, da imajo omejitve tudi na najmanjšo dolžino, lahko imajo mašilo na koncu, morajo imeti tudi neke naslove, morajo imeti dolžino zakodirano, ker jaz ne vem, koliko bo mašilo dolgo, koliko je tovora. Tako da dolžina mora biti kodirana noter, ker NBP okviri so lahko zelo kratki in imam tudi tukaj en naslov, ki mi služi pri izločanju šuma. No, kar je novega v NBP.2 je, da z enim samim potrditvenim okvirjem lahko potrdim do 16 podatkovnih okvirjev, se pravi, teh potrditev v bistvu namen in tu prinese še 3% večjo zmogljivost. Ustrezna napravca je ta SATNC, zaradi tega SPI-ja se kliče SATNC, in tista zmogljivost prenosa, lahko si pogledamo, koliko je tukaj, zmogljivost prenosa per linijski hitrosti 10 megabitov, 10 megabitov tja in nazaj. Zdaj ta zveza se deli, dobimo 8 megabitov čistega prenosa, s tem, da odštejemo vse NBP glave, pa vse NBP potrditve, še zmerom ostane 8 megabitov čistega prenosa, ne? Z radijsko postajco, to je ta ena med novejšimi, z 1,2 GHz, visokofrekvenčen del narejen v tehniki mikrotrakastih vodov, se pravi, tu so zdaj sita, ki so induktivnost in kapacitnosti porazdeljene, tako da rezonator naredimo, delilnik 90-stopinski, delilniki, sito spet tukaj, cela postajca, ta postajca 2,5 vata moči pa 100 km dometa za 10 megabitov. No? Kamere so se medtem tudi malčki izboljšali, danes webcam ni tisto, kar je bil analogni kam pred 20 letmi, ne? To je slikca s črne prsti, si jo lahko pogledate, na naslov sem vam napisal, kje so na naslovu. En malček boljša ločljivost, to je 4 megapiksle slikca, so še druge lepe slikce, sem včeraj nisem uspel ene dobre najdeti, ker je bilo slabo vreme, ta je bila še najboljša, najlepša, ki sem bil. Tako da so kamere vse povsod, si lahko pogledate, kje so, kako izgleda situacija danes, naše omrežje, kako izgleda, ne? Nekaj radioamaterijev sodeluje veselo okoli, tudi italijančki, ta IR3 uhu je 95 km proč, je skoraj najdaljših zvez. Ne delajo vse stvari niso aktivne, so tudi ene nove, ki niso tukaj gor narisane, tako da vsega ne vem. Skušamo vse zveze spraviti počasi na 10 megabitov, s tem, da večina dejavnosti je le okoli Nove Gorice. No, zdaj, kar je tukaj v tem omrežju treba vedeti, je, da je prehodov na internet je malček več, ne? Je tukaj eden, je tukaj še eden, je tukaj še eden v Bovcu, bi ga lahko narediti, še treba narediti. Sam sprogramirati treba škatlo, jaz bi mogel to Bovcu, ker oni fantje ne znajo tega. No, ampak kaj je zdaj štos v temu? Nebrezhibni protokol lahko pride kamorkoli in lahko izkorišča internet od kjerkoli. Lahko je Arnes, lahko je T2, lahko je Telekom. In zdaj, kadar pride naš Google, ne, in Google se veste, da rabi najmanj 15 internetnih naslovov, ne, da lahko kam pride, ker mora biti reklama za staro mamo, pa reklama za
tata, pa reklama za mamo, pa reklama za dojenčka, pa reklama za ne vem koliko, ne? In zdaj teh 15 naslovov vi kličete z različnih prehodov. In takrat se pa Google sfuzla, ne? Takrat je pa z Googlem konc. Zaradi tega smo prišli samo razložiti, kako pridemo do tega, da Google se da zmešati. Seveda se mu da. On bi rad špioniral, sam ne gre vse tako, ker ne ve, kako stvari delujejo. Ne? In tudi ne more do tega omrežja. Ne? To je vse skrito zdaj. Je skrito prvo za NAT in drugo je skrito za protokolom, ki ga on ne razume. Ne? To je pač Google. Ne? Dobro, nam je ostalo še 5 minut za vprašanja, še preden gremo z vprašanji, še tudi povem, morala zgodbe, kaj se je treba naučiti? Treba se je naučiti radijsko tehniko, ker brez radijske tehnike pridemo do AX25 V2, tisti, ki ne dela, ne? Ker pač radija ne razumejo. Ne? Treba se je naučiti spajkati tudi. Treba se je naučiti zbirnika. In treba se je naučiti protokolov. Vse stvari je treba znati, ne samo ene tega, pač pa vsaj en bežen pregled je treba imeti na vse. Mi nekaj naredimo tukaj, da skušamo vsaj eno stvar se lotiti in se lotiti mogoče z najbolj preproste stvari, da naredimo tečaj spajkanja, kako pa takšno napravco skup sestavimo. Vsaj tu, da znamo, vsaj minimum znanja, ki ga žal na šolah zanemarijo. Se veste, da v IEEE najbolj citirnih časopisih je že načrt naprave sramota objaviti, kje da bi kdo to spajkal. Ne? Načrt bojo narisali Kitajci, pa spajkali bo tudi Kitajci. Ne? Ne. Jaz mislim, da se treba spajkati naučiti, zaradi tega tečaj spajkanja, potem imamo pa predmete, kjer se učimo, kako se takšne vizija načrtuje in naredi, pri visokofrekvenčni tehniki, kako se antene naredijo, od anteneh danes nisem časa nič povedati. Ja, in imamo tudi predmete, drugi predavatelji, kako se protokol skup sestavi. Tudi to je svoja znanost, tudi to je treba znati. Protokol, se pravi, omrežni del, je treba razumeti, kako se protokoli skup sestavljajo, da ne bomo naredili kakšne take neumnosti. Ne? Ali pa take neumnosti. No, še tisto sem vam dolžen, sem vam rekel, zakaj IPv6 tukaj, zakaj nisem nikjer omenil IPv6. Ker to je največji dosežek, to je vse IPv4. IPv6 je največji dosežek 21. stoletja, niti omenil nisem. Zakaj ne IPv6? Tu je največji dosežek. Samo dajmo zdaj primerjati stvari. IPv6 pa IPv4, vsak ima nekaj napak. Nekaj so skušali pokvariti, popraviti, nekaj so na novo zašuštrali. Oba sta približno enako zmogljiva. Kabelska televizija Nova Gorica ponuja IPv4 in oni imajo zakupljenih polovico skupine B, to je 32.000 številk. Če tu narediste en dober nadzor, tu dobiste 2 milijardi naslovov, kar je zadosti za vsem Kitajcem pobrati, napraviti Ethernet. Se pravi, IPv4, kar ga ima kabelska televizija Nova Gorica, lahko vsem Kitajcem napelje internet. Ne? To ni problema. Se pravi, tisto, da manjkajo naslovi, to ni vprašanje. Ampak ima pa IPv6 neko čudovito lastnost, ki se jo nikakor ne da zameniti. To je nekaj tako pomembnega, da jaz moram tukaj povedati. Ne? In sicer, vsi troli, pa vsi troublemakerji so danes na IPv6. Vsak troll, pa vsak troublemaker mora imeti IPv6. In jaz lahko potrkam po tej tabli, da kar na IPv4 ni več troll, ni več troublemakerjev, IPv4 dela kot švicarska ura. Dobro, vprašanja zdaj. Ni nič vprašanj. Ne vržem nobene rokavice tukaj, bo še kdo to napravil? Ne bi noben raziskoval tukaj usmerjene v takem omrežju. Usmerjene tukaj vsak uporabnik ima možnost usmerjene. Vsak lahko raziskuje svoj algoritem usmerjene v takem omrežju. Omrežje, ki čaka, da bi ga nekdo uporabljal, ki omogoča stvari, ki jih komercialno omrežje ne uporablja. Tukaj se lahko učimo usmerjene. Kaj se zgodi, če je tukaj nevihta? Kaj se zgodi, če je tukaj antena zmrzna na obali? Veste, da zamete dosti snega, da tam morajo imeti letne gume tudi po zimi, ne? In tukaj lahko zamrzne antena. Ne? No, vam moram povedati, recimo, take primeri, ne? Pred 5 leti, kdaj je bil Postojni žlet, ne? Vse je crkljno. Sam s Postojne se da priti do črne prsti in nebrezhibni protokol, internet je pa delal, vse ostalo pa krpalo. Ne? Ker ta itak je na sončne panele, ne? Ta se ne zmeni, ta vemo, v kakšnih razmerah dela črna prst. Ne? Tu so normalne razmere delovanja črne prsti. Ne? Je pač bilo načrtovano, tolikokrat smo zgrešili, dokler nismo ga spravili skupaj, da dela, on da živi. Zdaj jaz vržem rokavico tukaj, kdo se mi pridruži zraven? Kdo bo še kaj ta započel?
Vem, internet je danes poceni. LTE imate neomejen dostop za par evrov. Ne? Dobro. Ni to znanstveno rečeno. Vem, nebrezhibni protokol je 10-krat dražji od Wi-Fi-ja. Ne? Boljši šraufati placevo parametre per mikrotiku. Ne? To je boljše. Boljše narediti. Pustimo stvari tako pole. Ja. Mene zanima, zakaj recimo v paketu od NBP-ja, zakaj so tiste mašine nične, zakaj ne bi recimo 16-bitne, da bi se malo prišparali še pri velikosti paketa? Zato, ker gremo nazaj tukaj. Vse veličine smo rekli, da so 32-bitne, zato da smo 100% združljivi z 32-bitno pametjo 32-bitnega procesorja. Jaz nekaj prišparam tukaj s 16-bitnimi. Sam koliko cajta bom s procesorjem zgubil, to je pa druga stvar. Ta odgovor ga najlepši imate, kam je šel razvoj ARM-a. Razvoj ARM-a je šel Cortex. Cortex so 16-bitni ukazi. Vse je dvakrat počasnejše. Jaz to dvakrat počasnejše na svetu ne bi živel, če sem lahko hitrejši. Ne? To je tisto. Se pravi, vse cikamo na hitrost, razen tega, da ta ničla je zelo koristna tukaj. 32-bitna ničla je nekaj, kar se loči od vsega drugega. Katerikoli drugi protokol, recimo, ki software ima lahko en byte ničla na začetku, nima pa 32 bitov ničla. Ne? Se pravi, zelo preprosto ločim s takšnim ločilom. Tukaj jih uporabljam kot ločila in te ločila, točno to je bila napaka, recimo ena od napak AX25, 7-bajtni naslovi, ampak ta 7-bajtni naslov je imel en bitek, v vsakem bajtu je bil en bitek rezerviran samo zato, da je povedal, da je konc naslovnega polja. Mi od naslovnega polja, recimo minimalno naslovno polje imeli 14 bajtov, smo 13 bitov proč vrgli, zato smo z enim bitom povedali, da je konc naslovnega polja. In tisti bit ven izluščiti je bilo programiranja to. Pri nebrezhibnem protokolu mi preprosto 32-bitno stvar pogledamo, tukaj je prepovedana ničla, ničla je tukaj prepovedana, oziroma če je v verziji 2 dovoljena, ne, v verziji 2 dovoljena na prvem mestu, ta ničla takoj povede, to je pa potrditev. Tu ni podatkovni okvir, pač pa je to potrditev. Ne. Tako da tukaj smo, to je logiko ničel do kraja sem izkoristil v verziji 2. Ne. Ta je tista izpiljena inačica protokola. Ne, tako da se splača imeti ločila, kar 32 bitov cikamo na hitrost. Ne. Vsi cikamo na hitrost. Je pa drži, da 32 bitov treba to oddajati, ampak kaj smo zgubili? Smo zgubili tukaj 4 bajte in tukaj 4 bajte smo zgubili. Recimo, da bi znali z nič bajtov povedati. 4 bajte tukaj, pa 4 bajte tukaj smo zgubili. Per 1600 bajtih okvirja, 1500 bajtih IPv4, pa še 100 bajtih glave. Ne? Per 1600 smo zgubili 8 bajtov. Ne vem, če se splača za to, ker smo nebrezhibni. Tako, ne? Tudi tukaj smo nebrezhibni. Smo nebrezhibni, ampak smo pa učinkoviti. Ne cikamo o tem, da bi bili brezhibni, cikamo o tem, da smo učinkoviti. Nebrezhibni protokol je točno tu. Nočem biti brezhiben, hočem biti učinkovit. To je ideja, ki je zadaj za njim. Ne? Še kakšno vprašanje? Aljaž, zdaj si ti na vrsti spet.